Sem Uroš in poslušate Radio Aktivno. Vem, da se malo ponavljam, jebi ga minus izstavljam. Kokavino kanđa, kampana i gledam u temi. Vse bolj na dotik potujeni. Suffer brez pauze. Preveč smo se mi neumnosti prej naučili. Sami sebi bomo zdaj na koncu vrat zavili. Pa še dalje lezemo v črno. Kokavino kanđa, kampana i gledam u temi. Vse bolj na dotik otujeni. Suffer brez pauze. Vem, da se malo ponavljam, jebi ga minus izstavljam. Kafe del Komar Uroša z albuma 500 pesmi oziroma 500 songs. Uroš, lepo zdrav oddaji Radio Aktivno na Radio Prlek. Lepo zdrav, hvala za povabilo. Danes si prinesel bogato bero tvoje glasbe. Ja, zdaj en del tega nekako na sporedu. Prvo petino. Tako, ja, prva petina. Do aprila pa bi se nekako naj zaključil ta projekt 500 pesmi. Bi lahko rekli, da si hiperproduktiven glasbenik? Če bi sebe mogel opisati, ja, bi lahko tako rekel, ja. Je nekaj v tej smeri. Če bi želela danes biti popolnoma ažurna, bi morala zavrteti 100 skladb oziroma 5 ur, 35 minut in 24 sekund po mojem računalniku. Ja, bi bilo kar nekaj časa, ne to. Bistveno manj pa seveda časa, kot se je to vse skup konstruiralo, kako bi to rekel, ustvarjalo. Bo naredila danes samo izbor 12 pesmi, kot sva jih določila pred tem pogovorom, postavlja svetovni rekord. Ja, v bistvu je ta ideja prišla iz založbe Dallas. Nekako smo se pogovarjali, pač, kaj bi s to količino, ne, s temi komadi. Pač, seveda je najbolj primerno izbrati najboljše ven, dati single. Ampak to je pač, ideja je zrasla načeloma na Dallasu, potem pa smo se pač nekako skupaj dogovorili za ta projekt. Prvo se mi je zdelo kot eno, v bistvu naravnano kot tekmovalno, ne, ampak to ni glih blizu umetnosti, ampak vseeno se mi zdi, da ima neki smisel. Je že kdo postavljal to vrsten rekord? Imaš kaj podatkov? So nekaj delali, se mi zdi, da eni Angleži,
Mislim, da je trenutni rekord 1000 komadov, ampak so poprečna dolžina komada, je, mislim, da okoli 30 sekund, tam nekje. To je pa so dejansko prave skladbe, kajti dolge so po 3 oziroma nekatere celo 4 minute, kot mi je pokazalo. Ja. Tako da potem je to glede na dolžino albuma, minutaža, ne, potem je to nekako rekord, ja. Sedaj, če bi to razdelili, potem bi prvi del bil že na 5 zgoščenkah, če bi merili še diskih. Ja, recimo, ja. Si razmišljal kaj o fizični izdaji? To bi dejansko bil en taki boks. Ja, mogoče bi mogel kako novo stvar narediti, ne. Ne vem, kam bi dejansko dal to zadevo, da bi si lahko dal človek 500 komadov, razen kot na ključek, ne. Kaj bi lahko bilo nekaj drugega kot nadomestek CD-ja za to. Ja, dejansko USB ključek, ja. Mislim, da zdaj samo USB ključek, ne, zaenkrat še. Ali pa jaz nisem dovolj tehnološko razširjen. Oziroma glasbene platforme, kjer lahko daš vse gor. Tako, točno tako. Greva k drugi pesmi. Izbral si Čudež sem. V bistvu je besedilo napisala Katja Premrl. Sem se pa takoj našel, ne, že v naslovu, seveda, ker malo se mi tudi zdi, da malo moč biti čuden, ne, če si umetnik, se mi zdi, da je vsak malo čuden, sploh za tistega neumetnika, ne, da pač tak nekako to funkcionira, ampak vse je fajn biti malo čuden, ne. Do našem svetu res. Res, ja. Če si normalen, si nenormalen. Točno tako, ker mislim, da je že sam svet postal malo bizaren, oziroma svet, ne, ampak mi smo postali, ne. Tako da je že se mi, tako kot si rekel, ja, biti čudno normalen. Moja duša upita od vse te lepote, ki vame se stipa. Tkana obličje, kamor seže pogled. Mi jemlje dih in me pušča brez besed. Tu se ustavi celi svet. Čudež sem, iz drobnih delcev zgrajen. V meni neskončnost, umira življenj. Se širim in kričim. Vse sem in nič. Vse sem in nič, polnina in praznina. Zdaj kamen, zdaj ptič. Utripam, vesolju me žikam. Spirali vrtim se, na novo zgodim se. Na novo zgodim se. Čudež sem, iz drobnih delcev zgrajen. V meni neskončnost, umira življenj. Se širim in kričim. Vse sem in nič. Vse sem in nič. Vse in nič. Čudež sem in Uroš, ki je z mano v oddaji Radioaktivno. Uroš je tvoje umetniško ime, zapisano U pomišljaje Roš, Ja. oziroma Uros,
v angleščine. Drugače si Uroš Cingesar, v glasbi pa že kar nekaj časa. Ja, v glasbi sem v bistvu kar od osnovne šole naprej že. Tam sem začel v nižji glasbeni. Potem sem malo opustil to vse skup, pa nisem nekako mogel dolgo biti brez tega, ker nekako nisem mogel se znajditi prav v službah, če sem iskren, ker sem jaz skozi glavi, da bi mogoče lahko glasbo delal, ne. Sem se bolj lotil tega zraven službe, pa je to v bistvu prešlo tako daleč, da sem več časa začel za to porabljati kot za samo službo, ne. Danes si skladatelj ali še kaj več kot skladatelj? Jaz moram reči, da sem en skladatelj, komponist, pevec. V bistvu sem nekako pevec, ne, v osnovi. Ampak ja, mislim, da sem zdaj bolj postal neki producent, ne kot pa pevec celo. Toliko sem se ukvarjal s temi raznimi kombinacijami glasbe, pa da sem se že malo skoraj izgubil vmes. Ampak zdaj plavam ven, da sem že vidim obzorje, že vidim. Teda grem iz te razburkane vode nekam na malo bolj Mirno morje. Mirno morje, ja. Zdaj sem že skoraj na bolj mirnem, zdaj bi pa rad še malo se vdahnil na eni plažici. Pel si v različnih zasedbah in tudi različne zvrsti glasbe, od klasike do pop glasbe. Ja, bil sem eno obdobje tudi zaposlen v zboru SNG Maribor, v zboru opere. To je bila res super izkušnja. V bistvu moja prva, tako bolj resna izkušnja v stik z klasično glasbo. Res mi je bilo to fantastično, mi je tudi pripomoglo zelo k razvoju in dojemanja glasbe in samemu izražanju. Pop, rock, funk, to mi je pa v bistvu nekako pri srcu, oziroma vse mi je, tudi jazz mi je pri srcu. Ampak bolj kot ne, sem bolj pop izvajalec, ja, oziroma pop izvajalec, pop producent. Kako to, da si se odločil, da sedaj malo bolj izpostaviš sebe? Prej si bil bolj back vokalist oziroma pel v zboru, sedaj pa prideš v prvo vrsto. Je to velik korak? Ja, so neki koraki začetni. Meni se pač zdi, da je to neka posledica nekega raziskovanja glasbe, ne, čez čas, da se pač potem nekako zgodi, da nekdo reče, pa daj to nekam, pokaži to nekomu, ne. In potem se to tako začne malo dogajati, malo ti začne nekako delovati klikerji v tej smeri, da bi mogoče lahko res komu kaj pokazal, ne. In tako se je začelo preko založbe in potem pa se to kar nekako samo začne odvijati, ne. Tako da je mi to seveda korak v bistvu velik, ne. Iz enega temnega prostora, brez okne, da pridem k vam recimo na intervju, mi je to fantastično, ne. Velik korak. Skoraj tako kot za Armstronga. Prvi korak na Luno. Ja. Tretja, ki jo bova spustila, bo Glava rep. To besedilo pa je napisal prijatelj, kolega, moj pisatelj, izdaja tudi knjige, tudi Katja Premrl, ki sem jo prej omenil, izdaja svoje knjige. Gorazd Šinček je napisal ta komad, od njega sem res napisal ogromno sem uglasbil od njega, ko sem kolega že zelo dolgo in mi je všeč njegov stil pisanja, nekako sem se našel not in mi je v bistvu bolj se najdem skoraj kot pa v besedilih, ki jih sam napišem, kdaj, to mi je zanimivo, ne. Ker pri svojih besedilih bolj kompliciram, nekaj iščem, tam pa pač je in sem pač primoran bolj narediti tako kot je pač, ne. Vsi so ti samo lagali, zmedena bila si v glavi, komu naj verjamem še, če vse skup kurac gre. Vse kar govori, vse brez glave repa je, kako skulirati se, večno vprašanje je. Psiholog mi pravi, mirišči v naravi, drugi spet bi rad, da terem se na glas. Zdi se kot da nobeden sploh dobro več ne želi, za hrbtom se ti smeji, naj gre se krasne tri. Vse kar govori, brez glave in repa je, brez glave in repa je. Kako skulirat se, večno vprašanje je, večno vprašanje je. Malo kdo pa dobro res želi, za hrbtom ne smeji, naj gre se krasne tri.
Uroš z mano v oddaji Radioaktivno s 500 skladbami, projektom, ki dobiva končno obliko aprila, če se ne motim. Ja, aprila. Lani aprila si se pojavil že tudi s singlom Amen, ki pa ni del tega projekta. Je ta projekt potem popolnoma ločen od drugega avtorskega dela? Ja, to je v bistvu popolnoma ločeno. Tudi za ta komad je napisal besedilo Gorazd Šincek. Je popolnoma ločeno, tako kot imam tudi ločene vnaprej komade. Single smo posebej pač ločili od iz tega rekorda, da jih lahko nekako še malo bolj konkretno prikažemo. Prvi singl je bil Amen, pa nisi rekel Amen, ampak takrat si kome prav najavil, da začneš delati. Ja, tako nekako glih se mi zdi, da grem v obratni smeri. Ne? Ja. Je to morda večji izziv? Kaj pa vem? Ja, morda to od vsakega posameznika se mi zdi odvisno. Meni se zdi, da mi je všeč tak koliko toliko urejen kaos, ja. Tako da ne teče to nekako vse tako kot po nekih pravilih. Se mi zdi, da mi je bolj všeč to, da malo odstopaš. Tudi po načinu dela in vse se mi zdi, da bi ljudje malo manj mogli buliti v televizije in telefone, ne pa manj kopirati vse, kaj se dogaja, te vzorce, da bi mogli pač po svoje iti, pa kakorkoli je, tudi če je čudno za koga. Čeprav si sedaj to rekel tako, ne, si ti pri produkciji tega albuma moral veliko gledati v zaslone. To je pa res, ja. Veliko, ja. To je bil samo to en taki zaslon, ko so samo take črtice notri. In ja, te črtice v bistvu gledam že 15 let, ja. Se ti kdaj sanja o njih? Moram reči, da tudi, res, ja. Se mi sanja vse možne črtice. In sedaj odvisno, kakšne barve so. To pa tudi res, ja, so različne. Aha, to je dobro. Da je vse bolj pestro, da ni samo ene barve. Ja. Naslednja, ki jo bova spustila, bo Izbrane. Ja, Izbranje je tudi poseben komad, se mi zdi, da nima smisla ga preveč tolmačiti. Boljše, da si ga vsak za sebe razloži, kakor si ga želi.
Uroš in poslušate Radio Aktivno. A lahko mi popraviš svet, da bo dober za živet. Lepo bo, da ne bom rabil biti zadet. Lahko rešiš divje duše, ki jemljejo planet. Lahko ustaviš ta trenutek, če bi zamenjal, bi lepši bil občutek. Lepši občutek, Uroš z projekta 500 Songs oziroma 500 pesmi. Uroš je z mano v oddaji Radioaktivno. Glasba, ki jo poslušamo, je preplet dejansko različnih žanrov. In tudi, ko poslušaš celoten projekt, se prepletajo različni žanre. Ja, mislim, da to nekako pozavestno izhaja iz tega, ker pač poslušam kar dosti, že dolgo časa, kar dosti različnih žanrov. In se mi zdi, da to tudi, če ne greš v to, da bi ustvarjal neki žanr, konkretno iz tega, kaj poslušaš, se mi zdi, da to pač se samo potem nekako dogaja, podzavesti se malo zložijo skupaj, ne? In pride mogoče neka tvoja stvar ven, ki pač zna biti zanimivo, ali pa tudi ne. Bi lahko dali neko splošno oznako pop-rock? Ja, to bi lahko, mislim, da bi bil kar pop-rock splošna oznaka. Čeprav pa potem, ko te poslušate, če poslušaš vse skladbe, te tudi odnese kam drugam, v bolj plesne ritme. Ja, tudi plesne in tudi par instrumentalov, nekih me je malo odpeljalo, kdaj, to je po kakih parih predolgih nočeh. Ti je izziv pluti med temi različnimi žanri, oziroma ustvarjati različne žanre? Ja, v bistvu mi je izziv zato, ker konstantno nekaj iščem, ne? Se mi zdi, da iščem neko kombinacijo, pač, ki bi me najbolj prepričala. Ne? To je tudi rezultat teh 500 komadov. Mislim, da mi je to fantastično delati, mislim, fantastično je živeti tako, ne? Če vsak dan nekaj iščeš in si pri tem ful navdušen. Ne? To je, se mi zdi božansko in sem ful hvaležen, da sploh imam ta dar. Dejansko neke vrste odisejada? Ja, tako. In tudi na nek način se mi zdi, da je to ni pobeg iz cone obdobja, ampak je cona obdobja, to mi sama. Ne? Mislim, da ne vem, koga sem enkrat slišal v enem intervjuju,
intervjuju pa mi je bilo zelo zanimivo, ko je rekel, da ne išče cone udobja, ne, oziroma ne, da ne išče, da ne izstopa iz cone udobja, ne, zato ker se mi zdi, da če najdeš, zakaj bi hodil nekam, kjer ti ni udobno, ne. Izzivati usode. Tako. Naslednja, ki jo bova spustila, bo Petelini zajtrk. Ja, to pa v bistvu že kar tudi bi lahko rekel, da je mogoče tudi bolj predrzna pesem, že po naslovu sodeč. To je tudi napisala Katja Premrl, je pa tudi, ja, tipičen zajtrk dveh zaljubljencev. Še v meni vse drhti, da se še vedno v meni nori. Ko oblečena v kožo se pred mano pojavi in tako me čisto nedolžno v ekstazo spravi. S kožo, ki se rada boža, se k meni privije, kot gibka kača se okoli ovije. Me pogleda v oči in sladko pravi: dragi moj, kako se to lepo pravi. Veliko domišljije, začine šipsom fantazije, pa lahko če se prav zdi, zajtrk je kar posteli. Veliko domišljije, začine šipsom fantazije, pa lahko če se prav zdi, zajtrk je kar posteli. Jaz jo zmedeno gledam, a ona prizna, da pokvarjena pečica je izgovor le bila. Da rada z mano marsikaj bi počela, a za začetek rada zajtrk bi imela. Fantazije. Veliko domišljije, začine šipsom fantazije, pa lahko če se prav zdi, zajtrk je kar posteli. Veliko domišljije, začine šipsom fantazije, pa lahko če se prav zdi, zajtrk je kar posteli. Kar posteli. Petelini zajtrk Uroša, ki je ustvaril najobsežnejše glasbeno delo, obsega 500 pesmi. Koliko časa si jih pripravljal? Mislim, da je kar okoli vse skupaj to nastajalo okoli 15 let. Sem že kar nekaj časa govoril 10 let, ne, zdaj je že kar spremenilo, jaz bi tako lahko zdaj rečem 15, ker bom kar zaokroževal, ne raje. Koliko časa si potem preživel v studiu? Lahko prešteješ te ure? To bi pa težko, mislim, dosti ur sem bil na dan, res dosti. Mislim, da 10 minimalno, poprečno recimo 10 ur na dan. V tem času si že moral zamenjati vso opremo v studiu? Ja, računalnik, res, 2, 3, ja, tudi ostalo, različne zvočniki so mi ostali, oziroma tudi to, ne, sem menjal dejansko konkretno vse, ja. Pa tudi malo sem se sam razvil, ne, tako da nisem bil več zadovoljen z prejšnjimi, najbolj poceni inštrumenti, teda sem mogel malo se oborožiti. Verjetno pa ti je pri tem delu veliko pomagal računalnik. Ja, si predstavljaš delo, tako delo brez računalnika? Ne vem, na kak način bi to lahko. Težko je v bistvu že sama ideja o tem, da ti preneseš neko idejo, eno pesem, recimo, ki ti zveni v glavi, ne, da preneseš na računalnik, že to je kar projekt. Ne. Zdaj pa, da bi pa brez računalnika bilo, pa mislim, da bi bil še dosti večji projekt. To je
Včasih so to snemali na trake, ne, in takrat ni bilo odbenih napak, nič, kak je bilo, kak si šel skozi, je bilo. Ali pa razen, če si bil multimilionar, da si privoščil lahko ne vem koliko snemanja, ne. Tako da to bi bilo neizvedljivo pred, ne vem, v tistem času bi ta projekt bil neizvedljiv. Torej je bilo v tem projektu veliko računalniškega ustvarjanja. Ja, to pa res, ja, ogromno. Ogromno ti tudi pripomorejo, te nove mašine in vse to, ker ti razni novi zvoki, ne, in te lahko tudi en zvok odnese in te odpelje in te inspirira. Samo že en zvok, recimo, ti lahko, ne vem, porodi neko pesem, recimo, ali del pesmi, ali pa celo. To je dosti lažje, ne, preko si seveda mogel izhajati vse iz svoje domišljije. Inspiracije ti očitno ni manjkalo, ker ti tudi zato je treba imeti inspiracijo, da določiš računalniku nekaj, da nekaj naredi. Ja, to je res, ja. Inspirira me, v bistvu nekako, se mi zdi, da inspiracija skoraj tako kot vse ostalo, ne. Bolj se ukvarjaš s stvarjo, več dobiš, ne, tega. Se mi zdi, da je eno obdobje bilo, ko sem se malo odmaknil in seveda mi ni bilo več všeč, niti se nisem več prav našel v življenju, pa sem potem videl, da je to bilo to, zaradi tega, ker sem se umaknil od glasbe. In v bistvu nisem več imel inspiracije in navdiha, vse skupaj mi je nekam šlo, ves ta svet se mi je začel odmikati, ne, vedno bolj in bolj sem čutil. In potem, ko greš to nazaj in si vedno spet, seveda ravno obratno, potem si pa vedno bolj spet not, ne, če si spet seveda not vsak dan. Mislim, da je pri vsaki stvari tak v življenju, ne. In potem epilog je 500 pesmi, v kateri še nekaj več v nadaljevanju. Naslednja bo Tako in pika. Ja, v bistvu bi kar za to pesem rekel, da ne bi nekaj kompliciral o njej. Naj si jo kar zame, vsak kak si jo hoče. Kako pri duši je bilo lepo, skupini čutiti ljubezen so, ki so trpinijo naklanjajo, mislijo, da del tvojega uspeha so. Upali, da izgovorov več ne bo, zaživela lepo, trdila je tako, uredila si življenje bo lepo, s pokončno glavo hodila bo. Pa vendar ni bilo tako, lažna misel bila je to. Teorijo znamo vsi, kar pa bistvo ni. Ne. Dejanja naredijo ljudi, vredni sončni dni. Lažno prijateljstvo iz zamegli. Vse več vredno je, sinov pogled pove ti vse. Navidezno prijateljstvo odneslo spet je vse. Kaj pa ti? Izgovor lažni spet postaviš si. Vsak zase naj skrbi, naj sonca se nauči. Ni druge za izgovor med, ne sveta ni preklet. Ko vprašaš se, kaj res vredno je, skrivaš se, ne upaš se odpet. Vse več vredno je, sinov pogled pove ti vse. Navidezno prijateljstvo odneslo spet je vse. Klini voda, samo staneš,
Tako in pika Uroša z projekta 500 Songs oziroma 500 pesme. Že prej si omenjal besedila in avtorje. Koliko si jih naredil ti, koliko drugi avtorji? So drugi večinsko pisali besedila? Mislim, da je kar tako nekako, recimo 1/3 sem jih naredil jaz, pa Gorazd in Katja, ko sem prej omenil, pa ostalo. Mislim, da smo se kar tako nekako porazdelili, ne. Mislim, tako se mi zgodilo to, da sem ravno toliko vzel od vsakega. Sem pa res zelo hvaležen za to, ker sam nisem ravno nek izvrsten tekstopisec, ne. Bi imel, mislim, da kar težavo, če ne bi imel možnosti vzeti teh besedil, ja. Verjetno so bila besedila večji zalogaj kot pa glasba. Za mene v bistvu ja, ampak potem uglasbiti, to mi ni tak problem. Samo besedilo pa mogoče se mi kdaj kar zgodi, pa še najboljše. Se tako bi v bistvu pri glasbi tudi moglo biti. Ampak ja, mi je skoraj da večji zalogaj, ja, besedilo. Koliko pa bilo težav pri dodajanju naslovov, ker ti 500 naslovov ni tako enostavno, vse po mojem, ne? To je res, ja. Najprej sem še izbiral naslove, seveda od Katja in Gorazda, tako so že naslovljeni komadi. Svoje sem pa nekako izbiral prvo, da bi bil čim bolj nekak atraktiven naslov, ampak potem počasi sem pač gledal samo na to še, da se ne ponavlja. Verjetno pa je treba z besedili tudi nekaj sporočiti, da niso samo tako na prvo žogo, kot rečemo. Tako da je treba zajeti z neko češnjo na vrhu tortice, ki pač naredi tisto torto še posebej upadljivo, ne. Če tako pogledaš skozi sam prvi 100 pesmi, o čem besedila največ pojejo? Dosti je družbeno kritičnih pesmi in sicer ne vem, zakaj ne bi bilo pametno, ne, sem mislim, da je potrebno to. Nujno potrebno. Nujno potrebno, ja. Dosti tudi seveda o ljubezni, o naravi tudi. Več tematik sem vzel, ker pač te količine, ne, bi bilo malo preveč pocukrano, ne, če bi samo o ljubezni pisal 500 komadov, pol, ne vem, mislim, da bi se stopil, ne. Potem bi tudi ritem bil verjetno nekoliko počasnejši. Tudi to, ja, res je. Drugače pa je v enem izmed sporočil bila zanimiva statistika. Glasbeno delo v skupni dolžini več kot 90.000 sekund vsebuje 600.000 taktov, 7.896 pritiskov na gumbe v studiu, 392 solov na kitare, 35.000 bobnarskih kikov, 278 fade-outov, 216 neprespanih noči, 47 uničenih kitarskih strun, 33 uničenih open, vključuje pa kar 789 popitih kav, 1215 odhodov na toaleto, 5678 zatajenih kletvic ter 666 telefonskih klicev. Si to beležil? Sem rekel, da moram to prebrati v intervjuju. Zanimiva statistika. Zanimivo, ja. Ja, nekaj časa sem že beležil kakšne role papirja, ja. Potem pa je zato splošna statistika vsega skupaj pač. Si delal črtice? Ja, se mi je zmanjkalo prostora za te črtice. Glasba. Naslednja bo telefon, ki smo ga ravno tu omenjala, 666 krat si klical. Ja, to je pa v bistvu pesem, ki govori o telefonu. Koliko pač mi preveč se mi zdi bulimo v telefon. Tudi sam imam 2 otroka, sem kar opazil hitro, da mladina še bolj buli v telefon, kot smo mi, ne. In seveda to skozi govorim, zakaj toliko, daj stran, pa idi malo ven, po drevi plezat reši. Ampak ne, pol se sam sebe zalotim, ne. Grem na WC, si nesem telefon zraven, ne. In pol sem začel seveda da to nima smisla, ne. Sem sam sebe začel opominjati, s tem v bistvu sem na tak način napisal tudi ta komad, ne, telefon. To sem v bistvu sam napisal besedilo, ker sam sebi sem šel na živce, zato je ta komad nastal. Štejejo se dnevi, štejejo noči, šteje vse, kar dalo je v preteklosti. Šteje se na nož,
Sem Uroš in poslušate Radio Aktivno. Kako odločiš se za pravo pot? Ena kriv levo, ena pa odtot, po kateri greš naprej, da prideš preko mej. Samo poti zdaj stojiš, naprej si ne želiš, včasih preveč se bojiš. Le kaj čaka te tam zdaj? Naprej tako ne greš, ker vas se težko se ozreš, resnica pa boli, poti nazaj več ni, pa vendar narediš korak, ki nese te nazaj v vas. Tako obstaneš tu in zdaj, poti ni več nazaj. Naprej tako ne greš, a se težko se ozreš, resnica pa boli, poti nazaj več ni. Naprej tako ne greš, ker vas se težko se ozreš, resnica pa boli, poti nazaj več ni. Naprej ne Tu in zdaj Uroša z projekta 500 Songs, 500 pesmi v oddaji Radioaktivno je Uroš. Je teh prvih 100 pesmi že na voljo poslušalcem? Prvih 100, ja, je na različnih platformah, YouTube, Spotify. Ja, to je na voljo že. V začetku tega leta pa imamo namen izdati single Rotiraj oči z videospotom in malo bolj konkretno pač predstavljeno. To je komad iz te prve stotice, tako da bo nekako nakazal delo naprej. Kako bodo potem izhajali naslednji sklopi pesmi? Vsak mesec bo 100 komadov išlo, torej vsakega 8. v mesecu do aprila bo išlo teh 100 komadov, sporedno pa singli. Na koncu potem aprila, do takrat moram formirati band in upam, da bomo koncertirali, ne. Jaz upam, da čim več, jaz si to želim, da pridemo k vam tudi in da naredimo veselico. Si prav zamišljam, kako boste odigrali 500 pesmi? Ne. To bi bilo pa, ker to bi bil pač dopust, ne. Bi mogli iti kar na dopust, da bi šli na ta koncert. 5x po 5 ur pa pol dan, pa še nekaj ur. Tako, ja. Brez pauze. Brez pauze, ne. Tako da s pauzami bi v bistvu bilo že to, ker to bi bilo skoraj bilo bizarno, ja, in za glasbenike. Mislim, da tudi za poslušalce, ne. Bi se spomnil vseh besedil? Ne, to pa ne. Govori se, da bo ta projekt svetovni rekord, bo tudi uradno evidentiran. Delate na tem? Ja, delamo na tem, da bi bil uradno tudi v Guinnessovi knjigi rekordov, ampak ne vem, mislim, da bomo še pač, naj se to zgodi, ne, najprej.
Je to pač, se mi zdi, da brez veze. Jaz ne rad govorim naprej, zato tudi nisem nič pokazal naprej svoje glasbe, dokler ni pač koliko toliko ok. In dokler ne vem pač fiksno, ne rad niti govorim o stvareh, ne, dokler skoraj že nimam tega. Bolje živeti na zalogi in pripravljeno, kot pa Točno potem tako. nekaj flikati, po domače povedano. Točno tako, ja. Ja, res, ja. Vse za tebe bo 10., ki si jo izbral. Ja, vse za tebe je bolj romantična pesmica, to pa sem sam napisal. Sem bil v nekem romantičnem elementu, se mi zdi. No, točno ne vem zdaj, kako pa, zakaj, ker v teh 10 letih moram reči, da tudi, so se mi tudi partnerke zamenjale, ne. Tako da, če sem čisto iskren, ne vem več, kdaj je to. Pa za katero je? Kdaj je to? Ja, pa za katero. To je najboljše, ne, se tako zgovoriti, ne, da ni blokira jezna, ne. Za vse pa za nobeno. Tako, za vse je to vse, ja. Vse, kar vidim, si deljiva, vsaka celica izziva, vsak trenutek bolj odkriva, vse, kar misliš, da si skrila, vse bolj svetlo je iskrivo, vse bolj kaže na idilo, vse, kar prej bilo je krivo, zdaj postalo je igrivo. Res se hitro to zgodi, da pogled se spremeni, da se noč v dan kar zvrne, vse na novo ti diši, a zdaj opaziš, kaj pozabljaš vse, ko si preveč ti. Vse za tebe bi dal, vse za tebe bi dal, vse za tebe bi dal, ti pa kar gledaš stran. Vse za tebe bi dal, vse za tebe bi dal, vse za tebe bi dal. Je mogoče, da sem videl to zlato, je mogoče, da spet diham bolj toplo, je mogoče, da ostanem tu, je mogoče, da me klik spet oživi. Res se hitro to zgodi, brez ostane še 2, 3, lepo nižno si priznaš, da zajebal si na glas. Ne, ni izgovor, da ni pravi čas, da že probi na glas, da že probi za tebe. Vse za tebe bi dal, vse za tebe bi dal, vse za tebe bi dal, ti pa kar gledaš stran. Vse za tebe bi dal, vse za tebe bi dal, vse za tebe bi dal. Uroš z mano, oddaja Radioaktivno. Uroš, kako pa gledaš na slovensko glasbeno sceno kot glasbenik? Mislim, da se kar razvija zadnje čase, da se je kar začelo dogajati. Se mi zdi, da so ti mladi bendi, so eni res zelo dobri. Imajo dobre ideje. Dosti je tudi, se mi zdi, vpliva, ravno to, kar smo se prej pogovarjali, to buljenje v telefon ima tudi svoje prednosti, ne? To je res, ne? Če to seveda zmerno delaš, ne? Lahko res ogromno informacij pridobiš, ne? Ko jih prej ni bilo mogoče. In to mislim, da to tudi vpliva na razvoj, ne? Vsekakor, ne? Tudi na kakovost? Ja, mislim, da ja. Ker je bolj širok spekter je pogledati, kako kdo dela, ne. Prej je težko bilo, mislim, da
verjetno pred, ne vem, 30, 50 leti, kaj pa vem, verjetno je bilo tako, da če kjer poznal koga, ko je kako ploščo odkot prenesel, ne, iz Amerike ali pa, zdaj imaš v bistvu že vse na YouTubeu, ne, oziroma na teh platformah, kaj je pač tam naredil en teden nazaj, lahko slišiš, ne, to je zelo dobro, ne, da vidiš, kam gre on, mogoče lahko ti pol zaradi tega upaš iti kam, še tudi ti kam drugam, ko drugače ne bi zašel, ne. Bi lahko morda izpostavil 5 glasbenih imen domače glasbene scene? 5 imen, kaj pa vem, ne vem, če bi to izpostavljal. Gosti prejšnjega tedna so. So? Ja, gre dejansko za tvoj glasbeni okus, ne za okus poslušalcev. Ja, zdaj, če se ne bom slučajno spomnil, da ne vem koga užalo, ne, ko mi je pač tudi všeč, ne. Kaj pa dosti imam glasbenih prijateljev tudi, ampak to verjetno misliš popularnih izvajalcev. Popularnih, ja. Všeč mi je, ne vem. Na katere ti staviš? Lahko da so to prihodnost. So mi všeč seveda te slovenske starose glasbe, to mi je tako res zelo dobro. Kreslin, to mi je vrhunski izvajalec. 5 jih mora biti, seveda ni samo Kreslin, to je res. Tudi ti novi, Joker Out, to mi je všeč, na kak način delajo. Siddharta, seveda vsekakor. Še 2 moram najti. Še 2. Absolutno spoštujem izredno Avsenika, ne. Mislim, da to ne gre brez tega, da to je vsekakor spoštovanja vredno. In seveda glasbenike, ki pač se trudijo. Tudi če recimo jaz nisem ravno fan ali pa ne poslušam ravno glasbe, kot recimo Plestenjak ali pa kaj takega, ampak vsekakor spoštujem njegovo delo, ne. Ker je že zelo dolgo na sceni in mislim, da si tak človek zasluži vsekakor spoštovanje, ne. In tudi dela dobro. Sam poznaš veliko slovenske glasbe? Moram reči, da ne preveč, da ne, bolj malo. Poznam, ko jo slišim po radiju, to pa je bolj ko ne malo, ne, razen ko sem v avtu, ko sem skozi studio, skoraj zaprt. Boš pa zato sedaj imel v nadaljevanju nalogo, da ugotoviš oziroma da prepoznaš 5 slovenskih pesmi. Da vidim, kako jo poznaš slovensko glasbo. Ok. Tukaj imaš seznam po sklopih A, B, C, D in E. Iz vsakega boš zbral po eno številko, jaz ti bom zavrtel kratek posnetek, ti boš pa skušal ugotoviti, kdo je izvajalec in naslov skladbe. A res? Pa da vidimo, če ti je kaj ostalo v ušesih. A to, ko so prečrtani, to te ne smem? Teh več ne smeš, ti so že bili. Ok. Tako da najprej izbereš nekaj iz sklopa A. Sklopa A, pa dajmo kar eno. Lahko zajem polovičko. To je tako že slovenski oldies. To niso ta Pepel in Kri, ne. Ne, vsi pa blizu, je pa tudi skupina, ja. A je skupina? Ja, pa še tako je bila tudi takrat zelo popularna. Faro, ne, Faro ni pa to. Bele vrane. Bele vrane. Presenečenje naslov skladbe. Bele vrane, točno. Sklop B. 66. Prejšnji teden so za goste bile 66 kaj nesrečne. Ja. Vidimo, kaj bo pri tebi. S kom bi srečo delil, če jo zase obdržim, jo čas ukrade. S kom bi srečo delil, za vse eno in še ostane. To pa res težko. Na Koroško se moraš podati. Koroško. Bili so tudi udeleženci skoraj da vseh slovenskih festivalov, od Popevke do festivala Narečnih popevkov je bila še v Mariboru, Eme. Band je to? Band, bom ti pomagal. To je skupina Folk Rolla, naslov pesmi pa je Srečo moraš deliti. To pa res mi je žal, da ne poznam. Bila velika uspešnica. Zdaj premalo poslušam radije, ne? Vidim, da premalo poslušam slovensko glasbo, zato je več ustvarjaš. Ja, to je res, ampak si bom vseeno zmontiral še na radio, tako v ek, tako da, ko bom recimo kaj druga delal, ko ne bom ustvarjal, da si bom radio prižgal. Bom ti pa jaz še dostavil glasbo, če boš rabil. Ja, ok, zmenjeno. Naslednji sklop C, katero številko boš izbral? Pa dajmo 33. Srcih so name, polno je strasti, polno vseh izgovorov in neumnosti. Če srcih so name se še kri, vso telo na glas kriči, hočem nežnosti. Je to Bilbi? To je Bilbi. Ja, to pa je Bilbi, ja. To pa poznam, ker ima tak specifičen glas. Če srce se vname, je naslov. Super komad. Tako.
Pa Vijolice. Hvala za Vijolice, Vijolice. ja, Pa to je- legendarna skladba. Ja. Uroš naslednji, The Sklop, katero boš izbral? To sklop pa dajmo kar 124. Ja, mislim, da to pa poznam, Koala Voice. Ja, super, mi je všeč komad. To pa nekako sem zasledil na radiju celo. Ja. Zagotovo, ja. Ja. Ker je tu vse tako lepo, je naslov. In še zadnji sklop, to pa so skladbe zadnjih 2 let, 2021-2022. Tako da bi mi moglo iti, ne? Ja, to sedaj bolj moderni svet. Ja, 18 recimo. Vsi lepi nasmejani, edino če ne. Srečen folk na Instagrami, edino če ne. Vsi bi potovali z letali čez Evropo, še sosedova Mičika bi rada šla v Maroko. Vsi lepi nasmejani, edino če ne. Srečen folk na Instagrami, edino če ne. Vsi bi potovali z letali čez Evropo, še sosedova Mičika bi rada šla v Maroko. Ja, seveda, komad mi je super všeč, samo zdaj ne vem, upam, da nisem zamešal izvajalca. Poskusi. Poznam komad, ni Leonard, ne, Leonard je skupina. Leopold, ne? Točno. Leopold prvi, ja. Leopold prvi, ja, točno. Edino je naslov. Edino, ja, super komad, res, super komade dela. Kar dobro ti gre, čeprav si rekel, da ne poznaš, pa si jih kar, mislim, da 3 ti ugotovil. Ja, malo sem mencal zraven, ampak okej. Dobro. Še bo treba malo šolom, Ja, malo ponoviti snov in bo. tako. Predzadnja, ki jo bova spustila pa z tvojega repertoarja, bo Vse zarotira. Ja, vse zarotira, pa je tudi bolj kot ne naravnana na veseljačenje. Sploh ta čas, ki je zdaj bil za nami, decemberski, ko smo se veselili. Pač to je to, ko malo pregloboko pogledaš v kozarec, tako kot se bolj lepše reče, ne? In se ti pač malo zavrti svet okoli, ne? Spet sem nor. Spet sem nor. Spet pijem vino. Pijem pivo. Pijem za pijem. Vse, kar mi dajo. Spet pijem vino. Pijem pivo. Pijem spijem. Vse, kar mi dajo. Včasih mislim si, da sploh mi ne škodi. Včasih mislim si, da rabim vse to. Kot da vsak dan moram malo pobegnit. Da me malo razbremeni. Mogoče je preveč, a zdi se mi, kako postaja vse bolj fino. Mogoče je preveč, to vse. Še malo bomo zdaj pokadili. Če je še 8, naj še gre slon. Še dobro, da imamo take močne gene, da vse to skupaj drži. To je nenormalno, kaj se nam vse zdaj godi. Mogoče je preveč, a zdi se mi, kako postaja vse bolj fino. Mogoče je preveč, a zdi se mi, da vse
Uroš s pesmijo Vse zarotira z projekta 500 Songs. Za konec več informacij o tebi na spletu, verjetno si bolj aktiven na družabnih omrežjih. Pa sploh še nisem preveč aktiven. Moram reči, da sem še kar vedno v tem ustvarjalnem elementu in da bom se mogel lotiti tudi tega. Ja. Drugače pa lahko se pa, ja, če se napiše zdaj Uroš kam v YouTube ali pa kam se me že verjetno kje najde, ne. Bom pa vsekakor delal na tem, da se bo bolj hitro pojavilo moje ime. Pri prvih 100 skladbah, če napiše Upomišljaj Ros, se že vseeno nekaj pojavi. Nekaj se jih pojavi, ja. Teda nekaj se že dogaja. Drugače pa boš tudi z tega projekta 500 pesmi izpostavil katero kot single, prej si nekaj omenjal že? Ja, bom izpostavil eno, ta Rotirajo oči, ta komad. To sem v bistvu napisal sam besedilo. Tudi ne vem, če sem že prej omenil. Je tudi bolj taka predrzna pesmica, pa mislim, da je toliko fejst predrzna, da je preveč predrzna, da bi o njej govoril, da je tudi boljše, da si jo sami po svoje predstavljajo poslušalci. Najavljaš pa tudi single, ki niso del tega projekta? Ja, tudi to, ampak to pa bom kar pustil še nekako zavito v tančico skrivnosti. Idej, kot vidim, pa kot sedaj razlagaš, ti ne manjka. Ne, to je res ne. Tudi življenjskih idej mi ne manjka, se mi zdi, da se hitro spomnim, kar me pač dela, kar me osvobaja. Sem bolj kot ne hedonist, sem rad, pač, ne, rad živim, ne. Da ne boš potem 8. aprila, ko izide zadnjih 100 pesmi dejal, tako sedaj pa napovedujem naslednjih 500. Ja, jaz mislim, da bom šel potem malo drugače naprej, ne. Da bom se bolj osredotočil na posamezne komade, pa bom bolj v to vlagal energijo, ko ne več tako na kvantiteto, ampak res bolj na kvaliteto. Prvih 500 je torej za tabo? Ja, nekaj je, ne. Ni tako malo, tudi Rolling Stones jih niso toliko izdali, pa U2, ne. Pa še Ja. marsikdo drugi, ne. To je res, ampak vseeno mislim, da zdaj tu nekako težko se enačiti s takimi imeni, ne. To je nikakor ne gre, ne. Razen če narediš potem odmeven, seveda komad, potem se lahko mogoče približaš, ne. Za samo neko količino pa se mi zdi, da je nič druga kot količina, ne, se tu ne da primerjati. Bo pa z prvih 100 projekta 500 pesmi zavrtela še eno za konec, to bo pa Življenje. To pa je v bistvu kar tak tipičen življenjski komad, kako se odvija življenje nam vsem, vsakemu piše neko svojo zgodbo, pa vsak se pobira vedno na novo. Najbolj pomembno je v bistvu, da ko si v tisti luknji, da vidiš izhod, ne, to je, mislim, da je najbolj pomembno, da veš, da je nekje vrh gore. Življenje za konec tega pogovora. Uroš, hvala, da si bil tu s prvo petino 500 pesmi, ter seveda uspešno in čim bolj delovno naprej in se srečava še enkrat zagotovo, da kaj rečeva o tem projektu, ko bo, če ne prej, ko bo 500 pesem. Super, jaz upam, da res čudovito, super je pri vas, na vašem koncu je res in zelo lep ambient je tukaj, ker imate radio, moram reči, da je res fantastično delovno okolje. Mogoče dobiš tukaj inspiracije. Sigurno, Te bomo vsekakor. zaprli za en dan grajske sobone. To pa se kar pustim zapreti tu, res, takoj. Lahko kar ostane, bom kar ostal, bom še šel prvo v trgovino po Nekaj za pojesti. nekaj za pojesti, pa za popiti, ne, Še enkrat hvala ter uspešno in delovno naprej. Hvala, res, hvala tebi, hvala vsem vam, hvala za povabilo. Življenje si te želi, želi se zlivat v tvoji krvi, polniti tvoja pljuča in utipati v tvojem srcu. Se naseliti vse organe.
Uroš in poslušate Radio Aktivno.